Jure, zdaj pa na teme, pač berem. Zdaj pa na teme, ki so izven tega sveta, s korespondenti, ki so tudi izven tega sveta. Beno nam je pripravil prispevek o astronomiji. Dobrodošel, Beno. Zakaj ravno astronomija? Hvala, Jure, hvala. Odkar sem bil majhen, sem hotel videti, kaj je na drugi strani galaksije, kaj je onkraj našega sončnega sistema in kaj se skriva za Luno. Tega ti pa ni treba vedeti, Beno. Ti si že tako dovolj za Luno. Sej tokrat si pripravil prispevek o vesolju podprt z znanostjo in ne sam izgovor, da si se igral, kada si v zvezdnih stezah. Seveda, da ne. Ne, dobil sem se s profesionalnim ljubiteljem astronomije, Rokom Vidmarjem. Ok, dajmo si pogledati prispevek. Faktor Beno. Vesolje. Poslednja meja. To so potovanja Benota in njegove nadaljujoče misije, na kateri odkriva, ali se je vesoljsko življenje res začelo z velikim pokom in s kakšnim pokom se je začelo njegovo življenje. Ter da gre pogumno tja, kamor ni šel še nihče. Razen model, ki me že čaka. Danes sem v astronomskem observatoriju Javornik, kjer vam bom razkril mistične skrivnosti vesolja. Vi ste strokovnjak za vesolje. Kakšno izobrazbo rabite, da lahko študirate vesolje? Bi lahko rekli, naprimer, da rabite univerzitetno izobrazbo? Ni nujno. Čisti ljubitelji ne potrebujejo praktično nič več, kot da znajo brati pa pisati. Če hočete proučevati črne luknje, potem je pa seveda treba študirati astrofiziko. Lahko dobim od vas končno za vselej odgovor, kaj je bolje, Star Wars ali Star Trek? Oboje mi je všeč, Aha, ok. tako da pustiva to reč brez končnega odgovora. Ja, tako kot vesolje. A mi naredite uslugo za vse tiste, ki se krigajo, za vse tiste hejterje na internetu? Naj bo sila z vsemi vami. Ne, bo sila z vami. V srednjem veku so mislili, da je središče vesolja Zemlja, so imeli narobe, potem so mislili, da je Sonce, so imeli spet narobe. Zakaj se potem danes vsi obnašajo, kada je središče vesolja Jurij Godler? Če bi poznal tega gospoda, bi lahko kakšen bolj pameten odgovor, kot je ne vem. Saj ne zamujate veliko. Kje bomo prej našli inteligentno življenje? Na nekem drugem planetu ali v slovenskem parlamentu? Pričakoval sem ga pri tem razgovoru. Okay. Tega ni bilo treba reči, ampak ok. Ali pri svojem delu srečate koga, ki ne verjame v vesolje? Kak kristjan, na primer, ki reče, zame obstaja samo eno nebesno telo, telo Jezusa Kristusa. Tega še nisem slišal, ne? Če kdo ne verjame v veliki pok ali pa v zvezde, a mu kdaj rečete, tukaj imaš veliki pok, pa mu pokažete zvezde? To bi naredil pred puberteto. A gravitacija obstaja? Seveda. Če so zvezde z največjo maso najbolj privlačne, zakaj je Boštjan Gorenc pižama tako neprivlačen? Najbrž ima vendarle premajhno maso. Prosim, Boštjan, prosim, ne me blokirati na Facebooku. Kako je nastalo življenje na Zemlji? Očitno je moralo nastati v vodi. Jaz bi rekel prej juha. Prvotna juha. Prvobitna Ta prvotna juha. Ali se poje tako vroča, kot se skuha? Pojma nimam zaradi tega, ker je že dolgo ni več. Kaj pa je sledilo prvotni juhi? Prvotni šnicel in prvotna sladica? In ali so jo tudi prvotni študenti lahko dobili na prvotne bone? Premlad sem, da bi lahko poročal kaj iz tistih časov. Če hočem doma na nebu videti na primer Merkur ali pa Venero, kje dobim opremo? V Merkurju ali v Venera shopu? V Merkurju lahko kupiš diaprojektor, kamor lahko vstaviš potem sliko, ki si jo želiš ogledati. V Venera shopu pa Kvečem kaj za Uranus. Če bi Slovenci naredili vesoljsko pristanišče na Luni, kako bi ga vi pomenovali? Veste, kako mu hoče stranka Levica reči?
Luka Mesec. Vse ga imamo radi, ampak pa je bil vse vesoljske ladje poimenoval po svoje, naprimer Anti-Enterprise, pa Titanic. Sem videl, da imate zunaj ogromen teleskop. Kaj vse se vidi skozi njega? Zvezde, nekatera dvozvezdja, zelo oddaljene predmete, to se pravi galaksije, meteorni dež, meteorne nevihte, meteorni tuš. Ko rečete meteorje pod tušem, a gledate tudi kdaj punce pod tušem? O, seveda, S teleskopom? tudi. Vseeno sem mogel pogledati sam in kar sem videl, me je prevzelo bolj, kot sem mislil. Ko sem gledal skozi teleskop, sem dojel, da smo ljudje samo vesolje, ki samega sebe gleda skozi teleskop. Da smo le zvezdni prah, ki se krega o tem, če so boljše zvezdne steze ali zvezdne vojne. In da smo samo nebesna telesa, ki gledajo druga nebesna telesa. Od punc pod tušem. Astronomija. Je to odkrivanje nenavadnih novih svetov ali le perverzen poseg v zasebnost? No, jaz ne bi lih rekel perverzen, ampak gremo kar nazaj v studio. Hvala lepa, Beno. Zdaj pa lepo prosim, da se vrneš v našo dimenzijo, pa zapomni si, jaz nisem tvoj oče, ok? Jaz sem tvoj šef, jaz ti dajem plačo in ne pa preživnino, ok? In nisva v sorodu. Ja. Jaz sem sam dober friend od tvoje mami. Čakaj, a nisi zadnjič rekel, da sva si v žlahti? Ja, v žlahti sva si, ker smo dolžni za kavo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.